Ok, lepo pozdravljeni tudi tokrat v naši oddaji. In sicer danes sva se odločila z Lukom, da bova obiskala našo kolegico, fizioterapevtko Tanjo Lončarič. Tanja, pozdravljena. Zakaj smo se to odločili? Tanja je ena najbolj znanih fizioterapevtk v Sloveniji. Verjamem, da tudi veliko od vas, veliko fizioterapevtov pozna Tanjo. Ima svojo fizioterapijo Remedios, tukaj v Mariboru, ulica Borcev 1B, ulica Borcev 1B. Je pa tudi ena od pionirk na področju povezovanja med vedami in pa med strokovnjaki, in sicer ena od pionirk pri povezovanju fizioterapije in pa kineziologije, namreč v svojem centru zaposluje tudi kineziologe. In zato smo se odločili, da jo danes malo izprašamo in da malo izmenjamo mnenja, kako ta povezava deluje. In pa lahko začnemo morda najprej tako, Tanja, da nam malo poveš o sebi. Torej, kako je kaj, da imaš že kar, ti si veliko bolj izkušena kot sva midva, tako da lahko poveš, kaj vse si že delala. Če imam pa izkušnje, to tako je. V bistvu, ravno danes sem računala, ker sem vedela, da prijeta, ne? Svoj poklic opravljam že 29 let, ne? To je že lepa doba. Delala sem prvo 4 leta v domu upokojencev. To je bilo zanimivo delo iz stališča življenjske izkušnje, zelo močna življenjska izkušnja. V bistvu imam rada starejše ljudi, tako da je bilo tudi delo zanimivo, polno izzivov, drugačnih, ki bi jih danes drugače reševala, kot sem jih takrat na začetku svoje kariere. Potem sem se zaposlila v UKC v Mariboru, tam sem delala 5 let. Bolj poškodbe ali bolj starostniki? Ne, v bistvu delala sem, največ sem delala na travmatologiji, pa v kabinetu za športne poškodbe, pa bolj v bistvu je bilo to eno tako pionirsko delo tudi v UKC-u, ki ga je kolegica upeljala. In sicer smo se želeli posvetiti pacientom tako, da en fizioterapeut prevzame enega pacienta, ne? Ker drugače v zdravstvenih domovih bolnišnicah je tako, da več fizioterapeutov dela z enim pacientom, in potem je vprašanje odgovornosti, uspešnosti, pa to v bistvu lahko se vsak na vsakega zgovarja. Tako. Če prevzameš enega pacienta sam, potem moraš vse narediti tako, kot je treba, in se izkažeš svojim delom in tako. No, potem pa v bistvu seveda mora iti pot naprej in potem sem se odločila za zasebno zdravstveno dejavnost. In sicer sem prvo delala v prvih prostorih s koncesijo in to delo sem potem opravljala na ta način 15 let. Delo s koncesijo v bistvu ima prednost pred kolektivom v tem, da lahko si sam tempiraš delo, lahko v bistvu prilagodiš obravnavo malo svojim strokovnim zahtevam, ne? Recimo v bolnici je to malo drugače. Kasneje pač je sistem prišel do te točke, da v bistvu nam je odzel popolnoma strokovno integriteto, ne? To je tisto, kar me najbolj prizadelo pri delu v sistemu zdravstvenem. Prvič odzem strokovne integritete in te res nesmiselne, neumne čakalne dobe, ki v bistvu ne moreš opravljati svojega dela adekvatno v takih pogojih, ne? Potem sem se odločila, da pač se te igre v sistemu ne grem več in sem vrnila koncesijo nazaj in sem se odločila za samoplačniško dejavnost. Pač skozi leta se oblikuje neka vizija, kaj si sploh želiš delati, ne? In na kak način si želiš delati. In pač sem dobila priložnost v teh prostorih, ne, lepih. In potem je bilo v bistvu tukaj, ko začneš delati na način, kot sem potem začela delati, je v bistvu bilo vprašanje samo to, kako bomo delali, ker mej ni bilo več, ne. Ni več dobene meje. V bistvu Svoboden si zdaj. Si svoboden in si zastaviš način, koncept dela, tako kot si ti zamislil skozi leta, da bi moralo biti, ne.
Ena velika pomanjkljivost v sistemu je ta, da v bistvu pacient opravi 8 fizioterapij zdaj, ne, in v bistvu to kontinuirano dan za dnem, kar v bistvu pomeni, da ti človek živi 355 dni v svojem svetu in potem 10 dni izstopi iz tega in potem se zopet 355 dni vrne. 10 dni dobi s fizioterapeutom, Tako, ostale prepuščenje. v bistvu prepuščenje sebi, zdaj pa vsi vemo, da spremeniti življenjske navade, način življenja, spremeniti vzorce gibanja ali kakorkoli je proces, ki zahteva kontinuirano vztrajno delo in je bilo na ta način to nemogoče doseči. Ne? Tako da Torej, predvsem te motiv to, da se ni dali strokovno, maksimalno kvalitetno. Ja, tako. In to je v bistvu, recimo, če ti si pacientom naredil neko terapijo, si mu zmanjšal bolečino, si ga naučil neke vaje in potem, ko je prišel naslednje leto zopet k tebi, redko kdo je še sploh kako vajo znal, ne? Ali pa se je prikrojil ali pač, ampak običajno ni bilo motivacije za vadbo, ne? Ker v bistvu on v tako kratkem času ni uspel zaznati še napredka oziroma nekih izboljšav v tako kratkem času in potem pač ni bilo to dolgotrajno uspešno. No? In tu sem v bistvu želela, to je bil prvi vzgib za spremembo. Se pravi, zagotoviti ljudem kontinuirano možnost, da obiskujejo vadbo ali vaje terapevtske, ne glede na to, kakšno bolezen imajo, lokomotornega aparata. Ne? Ker v bistvu preden ste se kineziologi pojavili na trgu, je bilo tako, da si lahko šel k fizioterapeutu na vaje ali pa v fitness. Ne? Tukaj vmes pa ni bilo ničesar, tu je zjala ena vrzel, ki ste vi zdaj uspešno jo zapolnjujete oziroma ste jo zapolnili. Ne? Tu sem si naše sodelovanje v osnovi predstavljala. Ne? To je bil moj prvi vzgib, zakaj sem poiskala vašo kolegico, da bi sodelovala z mano. Ne? No, to je bila prva pomanjkljivost. Druga pomanjkljivost pa je bila ta, da fizioterapeuti po poškodbi ali v zgodnji rehabilitaciji ali pa recimo pri rehabilitaciji kroničnih bolnikov smo poznali vaje, s katerimi so lahko začeli svoj program vadbe, nadgrajevanje samo oziroma stopnjevanje treningov, da dosegaš določene cilje v izgradnji mišične mase ali pa pač cilj, s katerim boš izvajal vadbo. V tem smislu fizioterapeuti nismo dovolj izobraženi oziroma nismo bili dovolj izobraženi. Tako da tukaj je bila ena vrzel, ki se mi je zdela v začetku, pred 3 leti, ko sem začela sodelovati s kineziologi, se mi je zdelo to zelo smiselno in koristno. Se pravi, ena povezava med športnim trenerjem in fizioterapeutom. Ker pacient recimo je prišel na rehabilitacijo po rekonstrukciji sprednje križne vezi, mi smo opravili osnovno fizioterapijo, smo ga naučili vaje in potem je šel v zdravilišče, recimo, in potem se je izgubil, ga več ni bilo. To je res, No, se takih dejansko tudi kar dosti prihaja do nas, ravno takem enkrat, ko recimo pride iz zdravilišča ali takrat. Drugače me pa zanima, kako v bistvu funkcionira potem vse to se tudi samo omenja, se pravi, do neke faze, recimo ti kot fizioterapeutka, prevzemaš tukaj stranko, potem pa predaš naprej kineziologu. Ni nujno. Ampak se to me zanima, to je v bistvu tako, mogoče že znotraj 1 ure, ali nekaj časa je v bistvu neko skupno delo, ali kako ima takaj sistem? V bistvu, moja želja tukaj v Remedios fizioterapije je ta, da se pacienta obravnava strogo individualno. Pri nas ni, kako bi temu rekli, industrije fizioterapevtske, niti je ne bodo, ki sem jaz direktorica tukaj. V bistvu, pacient se naroči na pregled, če je to bolnik, potem pride vedno prvo k fizioterapeutu. Ampak seveda, zdaj, ko že ljudje poznali, prihajajo samo bolniki, ampak recimo ima recimo otrok težave, slabo drža ali pa kaj takega, in v bistvu tukaj ne rabi kineziolog moje pomoči. V bistvu, seveda, zaupanje se gradi s časoma, se pravi, ko vidiš rezultat. In s komunikacijo in tako dalje. Tako v bistvu je način dela pri nas taki, da pacient potrka na naša vrata in prvo, kar mi naredimo, je to, da ga dobro poslušamo.
V bistvu zgodba, ki jo pacient prinese k tebi, je osnova za nadaljne delo. Ne? In ker tu je uspeh je odvisno od milijon stvari. Ne? In se pravi, mi naredimo klinični pregled. Klinični pregled pomeni anamnezo, natančno klinično testiranje in potem se skupaj odločimo, s kakim ciljem bomo delali. Ne? Ali je to neki kratkotrajni cilj ali neki dolgoročni cilj. Vsekakor pa niti en pacient pri nas ne zapusti fizioterapije, brez da se nauči ustrezne vaje za tisto, kar je prišel k nam po pomoč. Tako sem jaz že predelala in to v bistvu bom delala še vedno tak naprej. To se mi zdi zelo ključno. Pa sta v tej prvi fazi v bistvu prisotne obe, recimo ti kot fizioterapeutka in recimo kinesiologinja? V bistvu je tako težko, veš, ker je v bistvu to je časovno skoraj nemogoče. To je skoraj nemogoče. Ne? Zdaj pač za enkrat je tako, ne? Da če se pacient odloča samo za vadbeno terapijo, pa da nima kakih res specifičnih težav, pa se tudi to ni problem. Ne? V bistvu vse je stvar komunikacije. Ja, ki je v redu, ki ste v enih prostorih. Mi smo v enih prostorih in to je odlično, zaradi tega, ker pač klinično testiranje mora biti osnova. Ne? V bistvu ti moraš postaviti diagnozo oziroma moraš prepoznati pacientovo težavo, preden se odločiš, kaj je. Ne? In potem v bistvu jaz postavim fizioterapevtsko diagnozo, ki je osnova za nadaljne delo. Ne? Vsekakor, to moram povedati, v bistvu kaj je najbolj zanimivo pri delu s kineziologi. Ne? Fizioterapevti, če med seboj komuniciramo, pridemo običajno do podobnih zaključkov. Ne? Vi izhajate iz popolnoma, v bistvu, vaš pogled na človeka je vseeno malo drugačen kot naš, ne? In tukaj pride lahko do konstruktivne komunikacije. Ne? Se pravi, mi s Katjo, ko komuniciramo, se vedno ne strinjamo, ampak tu pride do konstruktivnih idej in do konstruktivnih rešitev. Ne? Tu ni vprašanje, kdo zna več, manj, kdo je boljši, slabši, sploh ni point v tem. Sama diagnoza je boljša lahko. Ja, tako, prvič diagnoza, drugič pa končni produkt je zadovoljen in čim bolj zdrav pacient. Ne? Samo to je v bistvu pomembno. Mi smo tu zaradi ljudi, ne kdo je boljši, ne? Mi smo tu zaradi ljudi. Ne? Mislim, to se mi zdi zanimivo, kar se izpostavlja, torej, da v bistvu je dobro imeti v ekipi dva različna pogleda. Ne? Ja, absolutno se strinjam. Ker mogoče tudi ta pogled, ker se ga tudi tako poudarja recimo na papirju, ne? Torej, da mora pacient najprej, ne vem, k zdravniku, potem fizioterapeutu, potem fizioterapeutu preda kinezologu in tako naprej, ne? Se mi zdi mogoče malo preveč, recimo temu, malo preveč simplističen. Iz tega stališča, ker tako bi se rekla, vsak govori malo drugačen jezik in zdaj se mi zdi, da je dostikrat to, kar dobi fizioterapeut od mogoče fiziatra, če ne sodelujeta, če ne govorita istega jezika že v štartu, ne, bo vprašanje, kako bo upošteval ta navodila in enako velja potem za korak naprej, ne, ker morda tisti kineziolog bo videl težavo čisto nekje drugje, ne, kot fizioterapeut in zato je mogoče glih ta prednost, ne, tukaj pri vas, da ste v bistvu na eni lokaciji vsi, ne, in lahko komunicirate. V bistvu je vedno, to morate vedeti, v bistvu, ne? Tudi fizioterapeuti in fiziatri, ne? Ko si že izpostavil to komunikacijo. Jaz nikoli nisem imela problema komunicirati s fiziatri, ne? In tudi odlično sodelujem s fiziatri. Jaz nikoli nimam problema, če pokličem fiziatra in pa prosim za pomoč tako ali drugačno za neke diagnostične postopke, ki se morajo izvesti ali kakorkoli. V bistvu komunikacija je odvisna od znanja. In znanje je tisto, ki zagotavlja uspešno komunikacijo. To je zelo pomembno. Ne? Se pravi, če fizioterapeuti smo dovolj izobraženi, lahko komuniciramo z vami, lahko komuniciramo s fiziatri. Ne? Naš skupni interes pa je zadovoljen pacient. Zadovoljen uporabnik. Tisti, ki mu je to res prioriteta, ne, bo tudi pripravljen, se mi zdi, komunicirati. Ne? Ja. Zdaj, to smo ravno včeraj govorili, v bistvu, da je tudi zelo pomembno, da v bistvu poznamo eni druge, kaj delo drug drugega, ker šele takrat potem lahko neka debata nastane in neki nasveti so potem res lahko realni, se pravi, da fizioterapeut pravi nasvet kineziologu še dobro pozna, kako on dela in potem obratno. Konkretni primer recimo, ne? Če ima recimo kineziologinja pacienta, ki ima
ne vem, po rekonstrukciji sprednje križne vezi, pa se v bistvu s fizioterapijo zaključimo, ne, in potem samo nadaljuje še z vadbeno terapijo. Ne. In recimo v nekem trenutku v telovadnici izvajata vaje, pacient čuti na novo neko bolečino pod pogačico ali pa kakorkoli, ne. Lahko pride k meni, kineziolog me vpraša za mnenje, kaj bi to lahko bilo, če sam ne najde rešitve in obratno, ne. Jaz tudi včasih, recimo, ne vem, se ne spomnim ekscentrične neke vaje ali pa recimo in si odlično se dopolnjujemo, ne. Samo moramo sodelovati konstruktivno, ne, ne destruktivno, ne. To ni dobro, to dobeno ne koristi, ne. Ne, sigurno. Bolje tukaj verjetno, ko smo že omenili, recimo, pacijenta po operaciji križanja, sprednje križanje. Kako pa to pri vas, recimo, izgleda konkretno tak primer pacijenta, torej ponavadi pride verjetno z omejitvami v gibljivosti, ekstenziji in fleksiji, s kakšnimi bolečinami, ne, odteklim sklepom. Torej verjetno najprej ti kot fizioterapeutka, tvoje delo tukaj je kaj? V bistvu, jaz sem manualna terapeutka, ne, pač se pravi, moj princip dela je predvsem Siriax terapija, ne. Siriax terapija oziroma manualna terapija, to je nadgradnja že Siriax terapije, da tako rečem, ne. Pač moje delo temelji na tem, da jaz naredim klinično testiranje. Če je recimo ekstenzija omejena, vem, zakaj je omejena in naredim nekaj, da ne bo več omejena, ne. Se pravi, izvajamo tehnike mobilizacije, zmanjšujemo teklino v sklepu, izboljšujemo ne vem, stanje brazgotine in tako dalje in tako dalje. Tako da v bistvu jaz pripravim, vse pacient lahko že takoj z vami začne, to sploh ni sporno, ne. Se pravi, pacient lahko začne z vami takoj, osnova lahko začne takoj, ne, to sploh ni sporno, ne. A pa mogoče tudi tako, že v bistvu znotraj enega obiska pokombinirata, recimo, ne vem, da en del praviš ti, pa ga potem te predaš že znotraj enega obiska na vaje? To je organizacijsko zelo težko, ne. Pač ne moremo biti več čas skupaj, ne. Ja, to je malo težko, ne, ampak v bistvu tukaj, no, bomo rekla tak, ne, če sta omenila, da sem pionirka na tem področju, ne, to pomeni, da svoje sodelovanje nenehno izpopolnjujemo. Torej, naš zadnja pridobitev je, da natančno beležimo vse, kar delamo, ne. To pomeni, da ves čas imamo in mi od kineziologa podatke, kaj dela in v kakšni fazi je rehabilitacija, in ona od mene ima ves čas napisano, v kakšni fazi je rehabilitacija z naše strani, ne. Se pravi, da vemo en za drugega natančno, kaj delamo, brez da smo ves čas prisotni, nas je zdaj že kar nekaj, ne. In tudi prevzemamo eno drugega dela, ne. Tako da pač beleženje napredka, meritve, testiranje, zapisovanje testov, vizualna analogna skala. Pač tu je treba tudi urediti malo to medsebojno komunikacijo, ne. To smo že tudi enkrat debatirali, da v bistvu so včasih, pa prve se vse malo lažje, ampak če vas je več, je že tudi potem pomembno, ampak tle se velikrat zgubljajo zaradi tega nebeleženja in ker ni nekih stvari napisanih, ko potem nekdo prehaja od fizioterapeuta, kineziologov. Zdaj on prenese neke informacije naprej, ampak vsi vemo, kako stranka prenese informacije, pač, ker nima znanja in je... Tega se ne smemo dobiti. Ja, se to je. Tako da to se mi zdi super, ker mi v bistvu tudi pri svojem delu, pač, pri nas smo v bistvu vsak ima, recimo čisto tako eno vadbeno kartoteko in noter beležimo se pravi, če se kakšne posebnosti, kako je napredoval vse te stvari. In je tudi super, ker on potem lahko bi tudi to se pravi odnesel naprej, če gre nekam, ne? In tistim, ki bi delal potem naprej, točno ve, do kje je že prišel, kakšno je stanje. Pa fino je za paciente, če lahko objektivizira svoje počutje, da oceni svojo bolečino, to je zelo dobro, ne? Ker je potem v bistvu pacienti sploh s kronično bolečino, ne? Imajo težave z objektivizacijo svojega stanja, ne? Se pravi, oceniti mesto, kvaliteto bolečine in pa stanje napredka, mislim, je zelo pomembno. Zaradi tega, ker to mu daje motivacija za naprej in tudi motivacijo, da bo vztrajal doma, ne? Da bo izvajal vaje doma. Ne? Tako da na nek način beleženje se mi zdi tudi kar pomembno. No? Pa verjetno je cilj tudi pri vas tega sodelovanja v bistvu neka dolgoročna rehabilitacija. Ne? Torej, ta človek, ta pacient, ki pride v bistvu najprej s težavo k tebi, ne? Da potem tudi čez 1 leto, 2 leti še vedno je pri vas kot morda član čist neke splošne vadbe. Ne, v bistvu, ja,
To je tudi problem. To je v bistvu uspeh, ne? Ja, to je super. Mislim, to je bila moja želja in to se je res uresničilo in pokazalo, mislim, za zelo uspešno. Recimo, pacient pride z bolečino v križu, lahko akutno ali kronično, jaz mu zmanjšam bolečino s svojimi postopki, recimo ga tudi jaz primarne kontrakcije ali kakorkoli naučim, kineziolog nadaljuje z vadbo ali začne z vadbo in potem počasi prehaja iz individualne v terapevtsko vadbo, iz terapevtske vadbe v skupinsko vadbo ali pa izvaja vaje doma. Tudi individualne vaje, recimo, ko smo na začetku čisto omenili našega pogovora, da smo imeli prej kontinuiranih 8 vadb. Zdaj tukaj delamo vaje individualne samo enkrat na teden in s tem zajamčimo recimo vsaj 10 tednov prihajanja, v 10 tednih ti že razviješ rutino, začutiš, da ti vadba pomaga in potem si zelo motiviran, da to nadaljuješ. In zdaj, recimo, ko pacienti pridejo čez 1 leto, večina vsi poznajo vaje, ki jih morajo izvajati. Pa recimo opažaš, odkar sodeluješ še z kineziologi, recimo, ker si le pač dodala še neko dodatno zadevo, da se mogoče kakšni potem manj pogosto vračajo zaradi nekih bolečin in te stvari, ker pač rekla si že sama, da imaš že dolgo prakso tega, recimo, imaš nekaj primerjavo tega lahko. No, se bom rekla, nekaj lepega vam zdaj povedala. Jaz si v bistvu dela brez kineziologa sploh ne morem predstavljati. Res, po 3 letih lahko rečem, da smo se res dobro povezali. Tako da, v bistvu, naš način dela je taki, da učimo paciente prevzemati odgovornost za svoje zdravje. Nam ni interes delati za to, da bomo dali pacientu tako vrsto terapije, da bomo si zagotovili, da bo prihajal redno. Naš cilj je, da ga naučimo prevzemati odgovornost za svoje zdravje. Zdaj pa, če hoče on prevzeti odgovornost za svoje zdravje, mora dobro vedeti, kaj se sploh z njim dogaja. In v bistvu, kako lahko spremeni kaj v svojem življenju. In v bistvu, tu je pa potrebno res čas, pa izdaten pogovor. To se mi zdi zelo tak plemenito načelo, ampak res tukaj vidim v bistvu, koliko je to v bistvu čist nek drug nov pogled, se mi zdi, na samo rehabilitacijo. Ja, absolutno. Mi smo definitivno začeli v bistvu točno s tem ciljem. Torej, da je rehabilitacija ni več samo nekaj, kar odpravi akutno trenutno bolečino, potem pa nasvidenje, ampak da mi želimo v bistvu iz besede rehabilitacije narediti nekaj, kar bo ljudem odzvanjalo v glavi, da to ni samo nekaj trenutnega, ampak da je rehabilitacija v bistvu vsak trening, ki ga opravi, vsaka vadba je lahko rehabilitativna ali pa uničujoča hkrati. Tako vsaj gibanje tekom dneva. Vsak gibanje tekom dneva so lahko rehabilitacijska gibanja. Točno, da se zavedajo, da vsakič, ko se usedajo, poberajo, otroka sta, karkoli, pogrejo na tenis, da v bistvu lahko se s tem škodujejo ali pa se koristijo. Ja, v bistvu mi jim lahko ponudimo rešitev, na strani pacientov pa je, kaj bo od tega odnesli. Pač v bistvu, ko pridejo k nam, več potem nimajo izgovora, da ne gre. Da ne gre, tako. Oziroma lahko maksimalno izkoristijo rehabilitacijo, če le to želijo. Ker potem res vejo, da so sami krivi, če poročitelj in ponojena. V bistvu krivi. Krivi, ja. Torej odgovorni. Taka težka beseda, pač odgovorni. Pač, ne vem, se je zgodilo tudi zdaj v zadnjem letu, ko malo še v bistvu to utečeno poteka, da včasih, če kdo ni pripravljen prevzeti odgovornosti, sem tudi to že naredila, moram priznati, da sem odklonila rehabilitacijo. Zaradi tega, ker če nekdo pride 120 kilami na razgovor in želi, da mu ti pozdraviš hrbet. Če ne bo prevzel odgovornosti do tega, da bo spremenil življenjske navade, ne moramo delati z njim. Ampak to tudi, v bistvu, vsak se lahko sam zase odloči. Tudi ne sodim nekoga, ki se odloči drugače. Lahko živi po svoje naprej. Ampak v bistvu, če se odloči prevzeti odgovornost, potem ima velike možnosti, da bo uspešen. Morda so pa drugi terapeuti
za njega ne, bolj primerno takem primeru. Ja, taki, s čarovnimi palčkami. Ja, s čarovnimi palčkami. Ja. To je, kdo je rekel, Proskevič je. Ja, ker smo ga gostili, ne, to dejansko leto Magil. Da niso šli vsi na takem nivoju z razmišljanjem in vsem tem, da bi lahko se nekako lotil. Pa tudi to, da ni vsak pacient zate, ne. Torej, da nisi ti za vsakega. Absolutna, to je absolutna resnica. Ja. To je, jaz vedno pravim, jaz imam dolgotrajne izkušnje, veliko znanja imam, ampak še vedno veliko ne znam in ne morem vsakemu pacientu pomagati. Tisti, ki pa se lahko povežemo v sodelovanje, je pa jim lahko pomagam veliko, vsem pa nikoli ne bo mogla pomagati. Ne? In se ti zdi, da bo tudi prihodnost rehabilitacije šla v to smer, katero mi ciljamo? No, tudi moram pa zdaj razočarati s mojim pogledom, ne, v svetu, ne, tako bom rekla, v Sloveniji je situacija trenutna taka, da je edina možnost in edina stvar, za katero lahko stojim, to, kar sama delam. Ne morem odgovarjati za to, kaj drugi fizioterapeuti delajo in ne morem odgovarjati za to, kaj drugi kineziologi delajo. Ne? Lahko pa z zgledom, pa z dobrim delom pomagam, da bo to se razvijalo v pravo smer naprej. Ja. Ne, ker dejansko tako trg, pa tudi sama če pogledamo, ne, kako se obnašajo recimo tudi trenerji, terapeuti, fizioterapeuti v recimo zahodnem svetu, ne, se mi, da trg gre dosti v to smer, pa tudi strokovnjaki, ne, vidimo vedno več ponudbe pa strokovnjakov iz smeri, recimo temu, kineziologija, čeprav na zahodu temu niti ne pravijo tako, ne. Torej nekih terapeutov pa trenerjev, ki se v bistvu spuščajo v rehabilitacijske vode, ne. Recimo ravno prejšnje leto smo gostili enega, ki je v bistvu doktor fizioterapije, ne, iz Amerike, ne, Johna Rosina, ki pa se v bistvu sploh ne ukvarja s tradicionalno fizioterapijo, ampak se v bistvu ukvarja s tem, o čemer bi v Sloveniji rekli kineziologija v bistvu, ne. Torej vedno več je tega trenda, torej gibalna terapija, ne. Gibalna terapija, ja se strinjam, se tudi obstajajo trendi v Zahodnji Evropi, da bi se ta dva poklica združila in da bi se preimenovali v gibalne terapeute. Mislim, poznam to in v bistvu moje trenutno razmišljanje je tako, ne, da v bistvu največji problem trenutno je, da moda, okay. Moda, ki nima znanstvene osnove. In v fizioterapiji in v kineziologiji. Se pravi, jaz še vedno izvajam oziroma delam medicinski poklic. In želim, da medicina, jaz nimam nič proti alternativi, celo sama jo koristim, ampak alternativa potem na koncu koncev ni zdravljenje. Se pravi, moramo ločiti znanost in alternativo. In fizioterapija je medicinska stroka, ki mora temeljiti na znanstvenih raziskavah. In za tem stojim. In trenutno je tako kaotično stanje v vseh zdravstvenih strokah, ne, da ni v bistvu znanost tista, na kateri temelji delo, ampak moda. Kar za paciente ni dobro. Vedno se pojavi nek trend, pa straja, sta že prepoznala. 2 leti se govori potem samo o neki zadevi. Trenutno so recimo zelo modi fascije na fizioterapevtskem področju. To zdaj pa vsi govorijo o teh fascijah. Se tudi nanašam, pa eni znajo z tega prepoznati prav bistvo, drugi pa so pa zdaj vse videli v temu. Pa bo čez 2 leto malo šlo ven iz mode, pa bo prišlo nekaj novega. Ja. Zanimivo je recimo, trenutno moje zanimanje gre najbolj v smeri razumevanja bolečine. Tu smo malo... pain science. Ja, v bistvu pain science je tisto področje, ki mene trenutno najbolj obsipira. Razumevanje bolečine. V bistvu tukaj ne moramo mi zdraviti bolečine, če ne razumemo. Na vseh področjih, tudi na vašem. Tu se mi zdi, da imamo še veliko rezerve. Ne? Če gledaš znanstvene raziskave, ki dokazujejo učinek placeba, potem se moramo vsi vprašati, kaj sporočilo.
Da, jaz mislim, razumevanje bolečine je tisto, čemu bom jaz posvetila naslednjih nekaj let svojega učenja, recimo. Ja, v bistvu se vsi ukvarjamo z neke vrste razumevanjem oziroma odpravo bolečine. Med vami, v bistvu, kar je cilj trenerja ali pa kineziologa, je to, da lahko nekoga narediš boljšega, močnejšega, brez da bi ga bolelo nekaj. Torej, odsotnost bolečine je vsem cilj, nekako. Nihče ne... Veš kaj, bolečina, trenutno moje mišljenje je tako, da bolečina je naš zaveznik, ne sovražnik. Ja. Bolečina je tista, ki nas vodi, če delamo prav ali narobe. Tako da v bistvu bolečina ni slaba. Bolečina vzameš, se nekaj z nje naučiš, pa pustiš, da točno to je tudi recimo v knjigi Mehanik trta, se verjetno se je dobila v roke od Katje, od Magila, ki smo pri nas izdali v slovenščini. Torej, točno to, torej, da ne se bati provocirati včasih bolečino, torej, ali to delamo na sebi, če imamo kakšne težave, ali to kot delamo kot kineziologi, fizioterapeuti. Torej, moramo v bistvu kdaj izzvati bolečino, torej, da vidimo, kje in kaj gre narobe in ne se tega ustrašiti. Mislim, zagotovo. Mi imamo tukaj pač nek, kako bom rekla, jaz ne delam šablonsko, ampak kljub vsemu neki principi morajo obstajati. In zagotovo pri nas je dopustno nekaj bolečine pri samih izvajanju in terapije in vaj terapevtskih. Tako da v bistvu brez bolečine nekoga, ki ima kronične bolečine, peljati skozi vadbo se mi zdi, verjetno ne bi bilo niti uspešno. Bolj pravnica. Jaz mislim, pa tudi, čemu, To je recimo tudi eden od problemov, ko dostakrat prehajajo pacienti pretirano, recimo, ki so jim pretirano predpisovali razne farmacijske izdelke ali pa recimo protibolečinske terapije in tablete, in ravno to, odsotnost bolečine pa ker v bistvu potem ne veš, kaj sploh lahko z njim delaš, ker tudi sam ne ve, kaj je zdaj dobro za njegovo gibanje, kaj ne, ker takrat v tistem stanju je v bistvu po domači povedem... Pač to je stanje družbe nasploh, v bistvu že nasplošno je odtujenost ljudi s svojim telesom, Vse ljudje niso povezani s svojim telesom, Se pravi, tudi dolgo časa je medicina delala na tem, da so razdelili psiho in telo, Pač in v bistvu splošno stanje v današnji družbi je tako, da ljudje niso povezani sami s sabo in svojim telesom, In dokler tega ni, tudi mislim, da ne moreš biti uspešen v rehabilitaciji, dokler ne ozavesti človek dejansko stanje svojega telesa, mogoče ga dobro zrehabilitirati, Če nekdo sedi cel dan in sedi v službi in sedi doma in sedi ves čas, ne bo zdrav, ne more biti zdrav, Kaj si pa načeloma ti potem najbolj potegnila ven iz tega tvojega trenutnega, ko si omenila, da se zelo ukvarjaš s proučevanjem bolečine? Kje si to uporabljaš v praksi? V bistvu drugače pristop k zdravljenju kronične bolečine se je zelo spremenil zaradi tega. Pač v telesu, ko se ti recimo udariš ali poškoduješ, se na tistem področju zgodi senzitizacija, Se pravi, ustvarjajo se novi receptorji, povečana občutljivost, novo žilje, novi živčni končiči in tako dalje. In postane področje bolj občutljivo na dražljaje. Če se ta lokalna zadeva ne uredi, potem se senzitizira celo telo, senzitizirajo se možganski centri in pride do centralne senzitizacije. In ko pride enkrat do centralne senzitizacije, potem pacient čuti bolečino, tudi če več ni vzroka za njo. Že vsaka malenkost ga vzbudi. V bistvu z raziskavami, recimo z FET-PED-om, so pritiskali na različne dele telesa pri nekom, ki je zdrav in pri nekom, ki ima centralno senzitizacijo, in v bistvu jakost pritiska je bila pri tistem, ki ima kronično bolečino po celem telesu bistveno manjša, preden je on zaznal bolečino. Včasih smo take ljudi imenovali hipohondri.
In to je grda beseda v bistvu, ne? Ni hipohondro, ne? Ljudje so samo senzitizirani. Ne? Torej, v bistvu hočeš reči, da nekdo, ki je že dlje časa v akutni bolečini, ko bi se že... Kronični. Da potem pride pri njemu do tega stanja, da praktično katerakoli mehanska manipulacija, torej katerakoli položaj ga daš, praktično ne odziva na ta držaj, ker je bolečina stalno prisotna. Torej, ne moreš samim mehanskim spremembo položajev, kaj dosti ven izluščati, kje ne bi bil vzrok bolečine. V bistvu je tako, ne, da če ti pacijente s kronično bolečino v križu vprašaš, kje ga bo rekel, kje tukaj. Ne? Pač ne ve niti točno pokazati mesta bolečine. Ne? V bistvu bolečina je že tako dolgo prisotna, da sploh več ne ve opisati svojega stanja, sploh se ga več ne zaveda. Ne zaveda se niti gibanja, niti ne zaveda se načina, kako premika med jednico, kak je povezava med zgornjimi in spodnjimi udi in tako dalje. Ne? In v bistvu takega človeka ne moreš fizično zdraviti. Ne? Ti ga moraš prvo desensitizirati, da ga lahko potem začne zdraviti. Na kakšen način pa se ne bo učinkovito pol pride do te desensitizacije? V bistvu desensitizacija trenutno, vse znanstvene raziskave kažejo na to, da se desensitizacija najbolj učinkovito izvaja z gibanjem. Ne glede na vsebino. Torej ne glede na mehaniko gibanja? Ne glede na mehaniko gibanja, govorimo samo o intenziteti aktivnosti bolečinskih centrov, ne? In pa meditacija. Meditacija in gibanje. Zdaj nedolgo nazaj sem spet eno študijo brala o tem, da plesno gibalna terapija, recimo dodatek glasbe recimo v gibanje, še dodatno povzroča izločanje endorfinov in še za nekaj odstotkov več zmanjša občutek bolečine. Ne? Tu ne govorimo o vzroku za bolečino, ne? Govorimo samo o zmanjšanju aktivnosti bolečinskih centrov v možganih. Tako da v bistvu tu še ne govorimo o zdravljenju gibanja ali pa načina gibanja, ampak samo o zaveščanju stanja pacienta v kakem sploh je. Recimo, včasih nekdo pride, mislim ne včasih, zelo velikokrat, pride človek meni pred 5 leti, jaz imam hernijo. Pred 5 leti sem bil na magnetni resonanci, ki je pokazala, da imam hernijo. Rekla, gospod, vi nijate več hernije. Velika verjetnost je, da vi več sploh hernije nimate. Po vseh znanstvenih raziskavah se hernija v 1 letu sama razgradi. Vi je zelo verjetno, jaz imam hernijo. Mene še vedno križ boli in včasih me boli v nogo. Ne? In potem, recimo, če je človek pripravljen na to, je včasih dobro ga poslati na magnetno resonanco, zato da res vidi, da nima več hernije, da nima več razloga, zakaj že psihološko zelo bolan, da ima hernijo. Kako si pa kaj zdi, ker recimo jaz, midva bi s to bado večkrat vidva, da kakšnem takem je včasih zelo pozitivno, da mu daš neko tako zadevo, da sam vidi, mislim, da naredi nekaj par pozitivnih stvari, tako da vidi, da ni pač pri njemu vse tako slabo, da neke stvari pa zmore narediti. Se pravi, da ga dejansko malo oddališ od tiste zadeve, ker je primarna sploh težava prisotna. To je zelo pomembno. Pozitivna afirmacija je zelo pomembna. Ne? In tudi nasplošno, ne? Recimo, jaz berem rentgen in magnetne resonance, ne? In če odprem rentgen in rečem, gotovo, to ni več nič z vami, ne? Vi se ne smete več športom ukvarjati, ne smete, obraba je grozna, ne? Vam ne bo več nič pomagalo, to je to, ne? Ko to rečeš človeku, je konec rehabilitacije, ne? Ampak mislim, da marsikomu to rečejo, ker vidim, ker prije ljudi s tako zgodba. Ker sama razlika med dejanskim stanjem pa sliko je pa zelo velika razkorak. Pač artroza ni bolezen, ne? Artroza je proces normalnega staranja telesa. Ja, seveda, pa v bistvu pokazatelj prejšnji poškodb, ne, v bistvu pa preteklosti nekako. Primarna artroza ne. Primarna artroza je samo stanje let. Sekundarna artroza pa ja. Tam pa lahko zaradi neke poškodbe, ne vem, skočiš 3 metrov višine, pa si poškoduješ mikrotravme hrustanca, pa boš zaradi tega prej razvil artrozo v koleni kot drugi del telesa, na primer. Se pravi, primarna artroza je znak let. Zdi se mi, da včasih s kakšno tako interpretacijo, kdo dejansko ustvari bolnika, čeprav v bistvu
ima on potencial, da bi lahko čisto normalno funkcioniral pri nekih stvarih. Kaj vem, ker velikrat pridejo potem ljudje z nekim prepričanjem, v bistvu praktično skoraj normalno zelo človek res prepričanjem, da on ne bo nikoli več mogel življenje početi drugega, kot samo malo hodil okrog, pa še to. Zato, kar mu tudi to reče, ne, da ne bo nikoli smel dvigati več kot 5 kg, te so najbolj pogoste. Pa seveda druga, kar me pa najbolj moti, je pa ta, da mora biti nekaj v vaši glavi. Torej, zato se mi dostakrat zdi dosti nevarno, no, to... Pa se je nekaj v naši glavi, ne? Je, ne, ampak s tem se mi zdi, da ste že imela kdaj kako poškodno? Resno poškodno? Mislim, resno. Če dobro delamo na preventivi. Pa lahko. Se res pa šral po stopalu. On je bil drugače. Nosiš to v glavi. Definitivno nosimo stvari v glavi. Vse glava je naš proces, ne? Se vse začne in konča v glavi, ne? Pač je v glavi, mislim... To res, čeprav se mi zdi, da to velikrat strokovnjaki oziroma terapeuti to ljudem predstavljajo na tak način, kot da je bolj problem, torej, ker se jim ne da ali pa se dostakrat ne znajo v bistvu strokovno poglobiti v pacienta, zato ga odpikajo na hitro, tako da rečejo, stres je kriv, ali pa vaše življenje, imate, ne vem, nekaj je v vašem življenju stresnega in zaradi tega se vam zdi, da vas boli. Samo stres povečuje senzitizacijo, veš? Ja, verjamem. Jaz vem, kaj ti hočeš povedati. Ampak dostakrat je vprašanje, ali je ta stres nastal zaradi te bolečine, pa potem, če mi znamo njemu odpraviti, ne, s pravimi vami, s pravimi položaji to bolečino, bo ta človek kar naenkrat nekako bolj psihološko stal. Se pa smo videli dejansko za tisti stvari, ki je že na začetku omenjala, tudi skozi tisti, kako ga spremeš, pa tisti pogovor na začetku, se mi zdi, da lahko tle zelo... To je ključno. Ker se to veš, pri nas zelo podobno, ki ga spremeš in skozi daljši pogovor, včasih v bistvu ugotoviš ogromno enih stvari, ki jih ne bi drugače sploh v njem videl. Absolutno. V bistvu, jaz sploh ne trdim, da je bolezen v glavi, niti ne rečem, da se ljudje to domišljajo, ne? Ampak spremeni se način razmišljanja in koncept razmišljanja in fizično se spremenijo možgani, če imaš kronično bolečino, to je dejstvo. Zaznavanje telesa je popolnoma drugačno, ravnotežje je popolnoma drugačno, predstava o telesu, o gibanju je drugačna. Če imaš ti enega bolnika, ko ga 20 let boli hrbtenica, mu reči naj ne boli mačko, recimo, pa ni šans, da se zaveda gibanja medenice. Zelo malo ljudi se zaveda gibanja medenice, ki ima kronično bolečino na križu. Veš, koliko časa potrebuješ, da ga naučiš premikati medenico, ne? Ja, lahko dolgo, to je res. Čeprav, mislim, ker res opažam, se mi zdi, da je dostakrat pomembno, da nekako terapeut ali pa trener, kinezolog, predstavi pacientu, da najde nekako vzrok njegovih težav, tako v vsakodnevnih gibanjih, v nekih obremenitvah in jih to logično njemu predstavi in ko to pacient enkrat razume, se mi zdi, da je to da je v tem primeru trener oziroma terapeut najboljši psiholog, ker mu v bistvu s tem, ko mu eno stvar malo razjasne, pacient ne tava več v megli, v temi, ne? In takrat se mi zdi, da se mu to psihološko stanje ful izboljša zato, ker daj pa ve, kaj dela narobe in ve, kako to izboljšati. In tudi ve, če pride do težav, vem, kaj sem naredil narobe, nisem več prestrašen. Tukaj ta psihološki v bistvu efekt je, ne? Ne, sigurno. V bistvu veliko krat rečejo pacienti, zdaj, ko razumem, zakaj me boli, me že manj boli. V bistvu, če mu ti dobro razjasniš njegovo stanje, je v bistvu postavljati pa ljudem omejitve, no, o tem, ne, pač imam še vedno jaz malo pomisleke, ne. V bistvu, jaz se dosti nagibam k temu, da ni slabega gibanja, če si na njega pripravljen. Se pravi, reči eni gospodini, da nikoli več ne bo v fleksiji dvignila bremena, ne? To je nemogoče. Ne? V bistvu je zelo, zelo težko. Če nekdo živi v tempu in pobere čisto perilo, je mokro iz pranega stroja, za trenutek pozabi ozavestiti način, kako bo to izvedel in bo dvignil v fleksiji neko težo in bo zaradi tega začutil bolečino v križu. Če pa izvaja fleksijo z obremenitvijo, ne, pa je navajen na ta gib, jaz mislim, da se mu nekaj bolje.
To vem, da mogoče ne gre v koncept za tem, kak vidva različna, ampak to še vedno je v povojih. Ne? Se pravi, razumevanje medvretenčne ploščice in kaj se z njo dogaja, še vedno je to stanje, se pravi, stvar, o kateri še se mora raziskave nadaljevati, da bomo natančno vedeli, kaj se z diskom dogaja. Ne? Ker v bistvu krepitev za hrustanec je obremenitev, ne razbremenitev. Ne? Se pravi, če ti astronauta pošlješ v vesolje, bo prišel z atrofijo hrustanca dol, ne? Se pravi, če ti razbremeniš hrustanec obremenitve, bo atrofiral. Se pravi, da mora biti dovolj obremenitve, da ohranja tkivo trofika. Ne? Jaz sem mislil, s tem se najbolj se mi zdi, ni ukvarjeno, to pa v bistvu nekak rehabilitacija z sredstvom razumevanja bremen. Torej, v bistvu, kako adaptirati v bistvu tkiva, od mišic do torej, trdnih kostnih struktur in pa do centralnega živčnega sistema, konec koncev, možganov, kako vse to rehabilitirati, povezati, tako je, da v bistvu adaptiramo telo, da bo bolj odporno na stres. Absolutno. To sem mogoče želel pol vprašati, to se meni zdi prihodnost rehabilitacije, kam bo verjetno šla rehabilitacija. To je zagotovo res, ne. To je zagotovo res. Ja. Samo prvo je pač poznavanje vzroka je kompleksno. Ne? Pač dobro poznavanje anatomije, funkcionalne anatomije, dobro poznavanje kliničnega testiranja. Za mene je to še vedno alfa in omega. Ne? Se pravi, če ti znaš dobro oceniti klinično pacienta, lahko z veliko gotovostjo ugotoviš, odkot izvira bolečina. Ne iz magnetne resonance, ne iz rentgena, ne iz teh stvari, ampak v bistvu klinično. In tu se mi zdi, je treba ostati vseeno objektiven. Ne? Klinični vzrok, odkot, če ima recimo pacient bolečino v križu, ki izvira iz medvretenčne ploščice ali pa iz poškodbe iliolombalnega ligamenta, ne moremo teh dveh pacientov enako obravnavati. Ali pa če ima nekdo Bastrop fenomen, ali pa če ima nekdo, ne vem, fasetni sindrom, ali če ima nekdo težave s fascijami ali z ne vem čem, klinično moraš prepoznati problem in v začetku ga moraš vzročno obravnavati na mesto, odkoder izvira. Ne? In zato jaz pravim, da mora biti osnova za sodelovanje naše komunikacije. Ne? Mi rabimo en drugega v tem nivoju. Ne? Veš, se pravi, če nekdo pride k meni in ima težave z iliolombalnim ligamentom, jaz lahko njemu zmanjšam do te mere bolečino, da bo lahko potem pristopil k vajam. Ne? Se pravi, naše manualne tehnike so potrebne, ne moreš vsega samo z vajami. Ne? Razumeš? Pač fizioterapevtski postopki za zdravljenje so nujno potrebni pri bolnikih, ki imajo bolečino. Ne? Veliko stvari se pa da z gibanjem odpraviti. To mislim, da je ta manjko veliko več, kot smo bili čas prepričani, se mi zdi, strokovnjaki. Torej, veliko več je potencijala v gibanju. Gibalna terapija je ključna. To je definitivno res, predvsem zaradi načina življenja. Ne? Če bi mi šli v področje, kjer ljudje ne sedijo, ne bi imeli kaj zadelati. Pač na mestu oziroma na zemljepisni širini, kjer živimo, zaradi načina življenja, v bistvu pa imamo, v bistvu je gibalna terapija nujno potrebna, naše telo je ustvarjeno za gibanje, ne? Res je, točno tako, ne. Pa tako, kot se rekla, je dobro, v bistvu osnova mora biti vseeno gibalna terapija, ne? Potem pa je potrebno to dopolnjevati, kadar ne gre vse z vajami, ne? Je potrebno to znati dobro dopolnjevati tudi z manualnimi terapijami, s fizioterapijami. V bistvu narediš samo manualno terapijo, pa potem ne greš naprej v gibalno, si slejko prej spet nazaj. Pa kratkoročno, vse praktika ali pa vse tehnike. Drugač vedno delaš neke kratkoročne efekte. So stvari, recimo neke stvari lahko rešiš ne brez gibalne terapije, če je to neka akutna minimalna stvar, fasetni blok, ne vem. Pač neke stvari lahko rešiš tudi brez gibalne terapije, ampak bodimo realni, ne, se nič ni črno-belo, pa preden prije pacient k nam, pa pač osnova je naš skupni cilj, da pacient, ko zapusti vaša telovadnica ali pa moje prostore,
da je zadovoljen, da je srečen, da ima občutek, da ima orodje, s katerim si lahko pomaga, ne? In pač tu potem mi naše znanje in delo dopolnjujemo kot sestavljanka, ne? Ja, se to v bistvu boljše za njegovo počutje in boljše tudi za njegovo denarnico, ker se pravi, je manj pogosto potrebno potem neke dodatne... Vzdrževati neko slabo stanje. Ja, ker on potem nekako... Dobro, zdaj ta denarnica je, pač to je tisti pač stranski produkt, mi pač moramo od svojega dela živimo, to je res, ne, ampak... Ampak se mi zdi vseeno plemenito, ne, da iščemo čim cenejše rešitve. Ampak iskren odnos, ne, da vemo, kaj lahko mi dejansko objektivno svojim delom dosežemo, ne, da se zavedamo svojih omejitev tudi, ne, in da smo pri obljubah iskreni, ne. Ja, to je res, No, super, vidiš. Ja, bi že kaj ti vprašal, kakšno zanimivost? Po mojem smo kar s tem obdelali. Smo kar nekaj obdelali tem, tako da je bilo kar zanimivo. Bomo še nadaljevali tudi. Pa še ti kakšno vprašanje za nas? Ja, mogoče še ti kakšno vprašanje. vprašanje za nas. Kako kaj mi delamo, kako razmišljamo. Zdaj so prvi vas sprašvali. Ja, ne, sej, v bistvu res niti nisem bila pripravljena na to, da bi vas vprašala. V bistvu, mislim tako, ne, bom dala en komentar na vajno delo, ne. Kaj jaz vidim, ne. V bistvu, vajno delo se mi zdi zelo koristno in zdi se mi, da način, kako delate, vas podpiram in strokovno in vse, sploh ni to vprašanje, ne. Pač želela pa bi si res, da se potrudite dobro z nami sodelovati, no. Pač včasih, ko berem kakšne komentarje, nisem vesela, ne, tako, no. Pač želim si res, da smo konstruktivni, ne destruktivni, vedno. Ne? Z destruktivnostjo nikomor ne koristimo, ne vi nam, ne mi vam. Ne? In v bistvu dobro je včasih spregledati, če nekdo nima te zrelosti, da bi lahko konstruktivno sodeloval, pač to sem vam že prej v našem pogovoru omenila, da si želim, da jaz dobro delam, jaz za svoje delo odgovarjam. To, kako drugi delajo, me v bistvu res več ne zanima, ne? Zato, ker s tem, ko zadovoljen pacient gre od mene, je moj pacient najboljša reklama za moje nadaljne paciente, ki bodo prišli k meni, ne? Tako da v bistvu osredotočiti se na tisto vsebino, ki jo ti delaš, je garancija za nadaljne uspehe v delu oziroma nam garantira, da bomo imeli vedno dovolj dela in nas sploh ne rabi tu skrbeti, ne? Ja, definitivno. Mislim, naš končni cilj mora biti torej zviševati splošno zdravje oziroma fizično pripravljenost populacije. Ja, definitivno. Ja. Da se poveča malo ta srednja vrednost, recimo temu, ne, povprečje. V bistvu, glej, jaz bom rekla tak, dokler je pacient dokler je človek sam s sabo zadovoljen, da nima bolečin, ne zanima, kak živi. Če je nekdo srečen s tem, da gleda nadaljevanke po televiziji in da je zdrav, da ga ne boli nič, da ima nivo kolesterola zadovoljiv in bla bla, je vredno. On je srečen v svojem svetu in jaz v njega ne bom vtikovala, ne? Če pa nekdo pride k meni po pomoč in ima neke težave, potem pa moramo najti način za sodelovanje in komunikacijo s pacientom, da bomo lahko pomagali, ne? Če ima bolt 42-stopinsko ali koliko skoliozo, recimo, ne, pa je najhitrejši človek na svetu, ne, potem je vprašanje, koliko je poseg v samo držo ali spreminjanje vzorcev potrebni za to, da pacienta neha boleti. Točno njegov primer smo dali zanč. Zanč so meni. Isto, kot si nekaj povedali. Koliko se sploh splača, pri takih, ki so super, ki so v redu, kaj je spreminjati. Ne, nič. Mi delamo takrat, ko so težave. Tako. No, super, evo, smo vidimo, da imamo kar nekaj skupnih izhodišč, ne? Definitivno. To kljub različnim poklicam v bistvu imamo pa isti mindset, ne? Torej isto neko miselnost. Ne? In to mi je še filozofija. Če spremljaš znanost, potem prideš do podobnih spoznanj. Podobnih spoznanj, tako. Okay. Super za danes, za tole epizodico bomo še kdaj ponovili, ko pridemo spet v Maribor. Takrat morda spet kakšne nove zanimive tematike. Do takrat pa seveda spremljajte naš kanal, naš YouTube kanal, našo spletno stran Kimital.
pridružite se 23. februarja na naš dogodek Teden kineziologije, ko bomo imeli več zanimivih predavanj v celem dnevu. In pa seveda, če ste kje blizu Maribora, pa vas kaj boli, pa obiščite Tanjo.